Živjo! Danes je prav poseben dan za šolski center, saj lahko po 2 letih spet organiziramo dan odprtih vrat v živo. Za vas smo zbrali nekaj utrinkov iz tega nepozabnega dogodka. Bi nam lahko povedali, kaj ta dogodek pomeni za šolski center? Torej, v zadnjih 3 letih delamo med dijaki prvih letnikov anketo, kaj je tisto, zaradi česar si izberejo posamezen program in se vpišejo k nam, in vedno je na prvem mestu zanimivost posameznega področja, tako da dan odprtih vrat v prvi vrsti izkoristimo za to, da se predstavijo vse tiste zanimivosti posameznih poklicev, posameznih programov, katere izvajamo, ki so mogoče skrite, pa se jih najlažje in najbolj učinkovito pokaže na en tak dogodek, kot je ta dan odprtih vrat v telovadnici. Kaj ste danes zanimivega za nas pripravili za dan odprtih vrat? Torej, tukaj prikazujemo stvari, na katerih delamo skozi leta. Torej, na našem štandu imamo 3D tiskalnik in pač printamo neke stvari. Prikazujemo pa tudi projekte, na katerih delamo, kot naprimer rolke električne. Na teh delavnicah delamo predvsem z PNK, to so programljivi kot malo slabši računalnički, uporabljamo jih za naprimer regulacijo temperature, pa dvigalo, pa tam imamo spet nekaj s temperaturo delamo, tle smo pa naredili primer z vrati. Ja, tle predstavljamo mehanko, to je izbirni predmet, ki si ga izberejo dijaki v 2. letniku tehniške gimnazije. Pač samo imamo par predstavitev, ki jih delamo pri laboratorijskih vajah, pa malo razložimo, pač kako kaj deluje, pa pokažemo pač kaj se dela. Torej, na delavnici od tehnične gimnazije, na kateri predstavljamo kemijo, je v bistvu predstavljena raziskovalna naloga, ki sem jo jaz in še 2 moja sošolca naredili v tem letošnjem letu in smo zanj tudi osvojili Krkino nagrado. Zdaj, v bistvu delali smo bioetanol iz lokalnih virov. In ja, začeli smo z pretvorbo originalnega materiala v raztopino sladkorja. To raztopino smo nato fermentirali s kvasovkami in nato destilirali in s tem pridobili etanol. Z etanolom, ki smo ga pridobili, pa smo nato poganjali še motorno notranje izgorevanje oziroma kosilnico. Na tej specifični delavnici se ukvarjamo z predstavitvijo družboslovnih predmetov na programu tehniške gimnazije. Predstavljamo področje zgodovine, likovne umetnosti, geografije, psihologije in sociologije. No, na teh delavnicah se ukvarjamo z vsem, kar je 3D, naprimer 3D oblikovanje, izdelava 3D iger, potem, ne vem, naprimer izdelava slik za 3D predmeti. Torej, igrica, Snake, ki se tudi lahko igra na vaši Nokia telefon, pač na vašem Nokia telefonu. Tukaj se ukvarjamo predvsem z Arduinotom, ki kontrolira drugačne motorje, recimo pri tem primeru, ki potem premikajo robotsko roko. Ta projekt za zdaj sem delal sam, čeprav smo pa s 3D printerji naredili celo okostje približno roke. Ja, lepo pozdravljeni, multimedijci so zopet bili aktivni. Pripravili smo 6 kamer po celotnem območju dneva odprtih vrat in streamamo na 3 različne lokacije, na YouTube, tvsc-nm.si in na Facebook. V navezi z Radio Krka smo za vas pripravili prenos v živo, kjer imamo studio za menoj, kjer povezovalci Radia Krka povezujejo program, imajo sogovorce z različnih šol, mentorje in dijake. Mi jim nudimo prenos z kamerami in nazaj dobimo njihov zvok. Hkrati pa nudimo vsem udeležencem prenos na velikem platnu in v pogled v zakulisje našega prenosa. Za dan odprtih vrat za tehniško gimnazijo predstavljamo naravoslovne predmete, v bistvu fiziko. Torej, tle smo pokazali nekaj eksperimentov, ki jih praktično lahko prepoznate v vsakdanjem življenju. V bistvu pihanje malo zraka in posledično težave recimo za streho, kdaj jih odnese kak avto dejansko rabimo. Premikanje mehansko oziroma nemehansko, torej da se stvari dotaknemo ali pa se ne dotaknemo, pa jih premaknemo. Torej dejansko gibanje, kar je seveda precej zanimivo uporabljati pojave, ki jih dejansko imamo okrog sebe. Komu bi pa priporočili ta program? Ta program bi priporočal vsem, ki jih zanima elektrotehnika oziroma so že kaj sprobali.
ali pa imajo koga v familiji, ki se tudi s tem ukvarja? To smer bi priporočil tistim, ki še niso mogoče sigurni, kaj bi, pa bi si želeli splošno maturo pa gimnazijo, ampak so bolj usmerjeni v naravoslovne smeri ali pa v tehnične smeri. Vsem, ki vas zanima 3D oblikovanje ali pa naprimer programiranje tudi, ker je dosti programiranje pri samih izdelavah iger, pa tudi kdor je zelo kreativen. Program bi priporočal predvsem mladim programerjem ter mehanikom, ki si želijo iti na pot robotike. Vsem, ki se zanimajo za omrežje, v bistvu računalništvo splošno, zelo iskan poklic, tudi dobro plačan za tiste, ki želijo. Zelo širok poklic, ja. Lahko se za veliko različnih smeri odločiš, v bistvu, katero smer hočeš. Imaš programiranje, omrežja, strojna oprema. Priporočam vseh, ki jih zanima računalništvo v različnih pogledih, nekatere zanima programiranje, nekatere omrežja, strojna oprema, podatkovne baze, spletne strani, multimedija, prenosi, snemanje, fotografiranje. Računalništvo je zelo širok pojem in vsak se lahko najde. Program priporočamo dijakom, ki jih zanima matematika, tehnika in naravoslovje. Bi nam lahko povedali, zakaj je ta dogodek pomemben za našo šolo? To je sicer običajni dan, kjer se celotni šolski center predstavi in vesel sem, da na takem dogodku, glede na našo velikost, lahko v športni dvorani Leona Štukla pokažemo vse, kar znamo. Tako da se najlepše zahvaljujem vam dijakom, ki praktično nosite tako poslanstvo naše šole, kot tudi znanje naprej.